Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v novem podcastu, ki ga bomo tokrat posvetili prihodnosti Evropske unije v vse bolj nepredvidljivem svetu. Ob dnevu Evrope, ko se spominjamo začetka zgodovinskega procesa združevanja evropskih držav v duhu miru, sodelovanja in solidarnosti, je danes z nami ponovno dr. Jerneja Jukjerše, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej morda vprašanje, ali je letošnji dan Evrope še čas za praznovanje ali pa morda kaj drugega. Mineva tudi 80 let od konca druge svetovne vojne v Evropi, ampak vse bolj se nam zdi, da smo vse bližje novemu globalnemu spopadu velesil. Če začnem mogoče na pozitiven način. Jaz mislim, da tega razloga za praznovanje še toliko več. Letos praznujemo ne le 80. obletnico konca druge svetovne vojne, ampak tudi 75. obletnico Schumanove deklaracije, ki je ravno rekla, konec je te vojne, prinesimo mir ponovno v Evropo. In ko gledamo, kaj je Evropska unija dosegla v teh 75 letih, mislim, da še vedno je tale zvesta v svoji viziji vrednot demokracije, vladavine prava, pa tudi prepričana v svoje trdno poslanstvo, tako miru kot stabilnosti v Evropi. Je pa res, da so danes izzivi v svetu in seveda Evropska unija se mora tudi na to ustrezno odzivati. Izzivi so se precej povečali, predvsem z prihodom ameriškega predsednika ponovno v Belo hišo. In Donald Trump je takoj je začel zaostrovati odnose z zaveznicami, začel se umikati Ameriko iz ukrajinskega konflikta, simpatizirati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To je povzročilo kar nekaj recimo dvignjenih obrvi na tej strani Atlantika. Ne? In če smo se na začetku morda posmehovali Trumpovim napovedim, da bo zavzel Grenlandijo, je pa kasneje prišlo do precejšnjega nelagodja, celo neke nejevere, kam vse to pelje. Kako se na vse skupaj pripravljate in odzivate v Evropski komisiji? Se je zdaj v bistvu prvi šok polegel, prvih 100 dni Donalda Trumpa je mimo, je prijatelj ali nasprotnik Evropske unije? Jaz bom rekel, priznam, da je prišel šok, sicer ta Evropska komisija je že delala z kabinetom, Trumpovim kabinetom prejšnjem mandatu in so poznali nek modus operandi, ampak mislim, da je trenutno, kot ste rekli, malo bolj zaostren. Vendar kljub temu na Evropski komisiji ne počivamo in poteka tale odziv. Odločili smo se, da ne more biti tak ad hoc odziv, ne? Se pravi, ko je prišla COVID kriza, smo se resnično takoj odzvali. Tukaj smo videli, da je mogoče boljše, malo bolj trezen odziv, ker da se ne skače na vsako besedo, vsak tweet. Točno to, ker smo videli, da smo finančni trg... Smo se naučili iz prvega mandata, ne? Ja, mogoče finančni trgi so tudi odreagirali in vidimo, da je v gospodarstvu zelo pomembno to, da imaš ti neko stabilnost. In imamo pa seveda odziv, ne? Imamo pripravljen odziv, ki poteka, jaz bi ga predstavljala v 4 korakih. Mogoče tudi na nek način lahko potekajo usporedno. Prvi seveda so pogajanja. Rekli smo, da smo pripravljeni na pogajanja s komerkoli. Če Trump misli, da carine niso enako vredne, mi smo jih pripravljeni znižati na 0. Vendar je treba ta dialog z Američani seveda vzpostaviti. Ta trenutek ni neke želje iz druge strani Atlantika. Potem predsednica Evropske komisije je povedala, da povračilni ukrepi so pred vrati.
za premog, za jeklo in aluminij, smo to seveda že pripravili, proti ukrepe na carine, vendar smo jih začasno odložili, zaradi tega, ker je tudi ameriška administracija se odločila, da trenutno s carinami še počaka. Na to tretji odziv je tudi diverzifikacija. Evropska unija ima z različnimi državami po svetu kar 76 preferenčnih sporazumov in še več jih pač dela. Pred kratkim smo naredili preferenčni sporazum z Mercosurjem, z Meksikom, s Švico in ravno zdaj, mogoče kot odgovor na te nestabilne razmere v svetu, je zelo veliko držav v bistvu na vratih Evropske unije in želijo preferenčne sporazume. Za primerjavo naj povem, da Američani imajo le 20 teh preferenčnih sporazumov vzpostavljenih in tako da to je zelo pomembna zadeva. Drugače pa še, pa da ne rečemo, ne bomo kritizirali samo drugo stran, moramo pogledati tudi navznoter. Ta četrti ukrep, ki je zelo, zelo pomemben, je notranji trg. Mi vidimo, da ima notranji trg še vedno preveč ovir. In zelo radi citiramo Mare Dragija in njegovo poročilo. To poročilo pravi tudi, da so te ovire znotraj notranjega trga, pač med 27 državami članicami, še vedno dosti bolj škodljive kot carine. Mi delamo že na tej strategiji, kako v bistvu na nek način dokončati notranji trg, da bo to prineslo vsem nam še večje blagostanje, ne glede na to, kaj Združene države Amerike delajo. Seveda, kot sem rekla, pa številka 1 je pogajanja. To zdaj zadnje ne pomeni izolacionizma, make Europe great again, v bistvu nek evropski odgovor na to ameriško Trumpovo napoved, no to hočemo v bistvu slišati, če zagotovila se ne oziramo zdaj predvsem nase, ampak ja, rezerve najbrž so. Ja. Tako, rezerve so, ampak da ne bomo samo kritizirali druge strani, seveda mi podpiramo popolnoma multilateralizem preko pogajanja v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Zavedamo se, carine so slabe, niti ne bom rekla, da niso dobre, so slabe, to poznamo iz ekonomske teorije in delamo v to smer. Hkrati pa ne ustavimo se pri temu, da bomo le čakali na Američane, ampak imamo veliko stvari v žepu, dajmo tako reči, in tale diverzifikacija, se pravi, da ne bi bili preveč odvisni od Američanov, ampak da bi imeli partnerje, da jih iščemo okrog po svetu, je zelo pomembno. V bistvu Trumpove prve napovedi so v bistvu povzročile kar pretres, predvsem na varnostnem obrambnem področju, kjer pa Evropska unija oziroma da evropske države smo kar odvisni smo od ameriškega varnostnega dežnika. Kot kaže, se bo zdaj Evropa vendarle morala postaviti torej na svoje lastne noge in ne več brezpogojno računati na pomoč Združenih držav. Ampak že so se začele neke licitacije, koliko bo potrebno v deležu bruto domačega proizvoda dati za zagotavljanje varnosti, obrambe. Večinoma te pogovori zdaj potekajo v okviru Zveze NATO, ampak večina evropskih članic NATO je tudi članic Evropske unije. Kakšni so tukaj koraki Evropske unije? V zadnjih tednih je bilo storjenega kar nekaj napredka na tem področju, morda lahko malo bolj pojasnite, kako se pripravlja Evropska unija kot Evropska unija na te varnostne izzive. Jaz bom rekla, kar zelo pospešeno se pripravlja in različne možnosti imamo. Kot prvo dejstvo je, da že ne le s prihodom Trumpa, ampak tudi sicer od vojne v Ukrajini vidimo, da so se razmere v svetu spremenile. Varnost definitivno ni več samoumevna in tudi Evropa mora biti pripravljena na kar se dogaja. Če pogledamo, na primer, ko je prišla COVID kriza, vsi so krivili na nek način, tudi Evropska komisija, joj niste bili pripravljeni na to. Zaradi tega
tega smo rekli, zdaj dajmo biti pripravljeni na vse. Tudi Ninisto report, poročilo, mi govorimo radi o poročilu Marija Draghija, o poročilu Enrique Lete. Ninisto poročilo je pa že pred prihodom Trumpa reklo, moramo biti pripravljeni na zelo različne stvari, tudi na naravne nesreče, smo videli, kaj je bilo pri poplavah, pa tudi na pandemije, na hibridne grožnje, vse to. In smo na tem področju začeli delati. Že ob koncu prejšnjega mandata je Evropska komisija predstavila strategijo za evropsko obrambno industrijo in program za evropsko obrambno industrijo s ciljem prav, da bi se okrepilo temelje evropske obrambne industrije in tudi tukaj je iz proračuna EU prišlo 1,5 milijarde. Ampak to ni bilo dovolj, seveda prišla je spremenjena geopolitična situacija in meseca marca letos smo predstavili dve zadevi. Belo knjigo o evropski obrambi, ki na nek način predstavlja splošne usmeritve, kam moramo iti, hkrati pa tudi načrt REARM, oziroma mi ga kličemo pripravljenost 2030, ki daje finančne vzvode, se pravi, na kakšen način pomagati tudi temu, da bomo bolj pripravljeni. In tukaj v bistvu finančni vzvodi pridejo na tak način, da imajo države članice možnost različnih stvari. Eno gre za skupne nabave, tako vojaške opreme, tehnologije in vsega tega s pomočjo posojil. Evropska komisija je na podoben način kot pri Next Generation EU oziroma načrtu za okrevanje odpornost pripravljena se zadolžiti na trgu za 150 milijard evrov in to so posojila državam članicam, ki želijo povečati svoje izdatke. To je prva zadeva. Drugo pa mi vemo, da smo zelo radi finančno vzdržni, se pravi, primanjkljaj ne sme biti več kot določen procent in tukaj trenutno smo naredili izjemo in imamo možnost uporabe nacionalne odstopne klavzule, kjer lahko države članice se odločijo za odstop od fiskalnih pravil, se pravi, in imajo primanjkljaj, ki je večji od 1,5% BDP-ja oziroma povečajo odhopno za obrambo za dodatnih 1,5%. In več kot polovica članice je že odločilo za to, tako tudi Slovenija. Tako, mislim, da 12, če se ne motim, oziroma tam nekje in tudi Slovenija že rekla, poleg tega so pa tudi različne ostale možnosti. Evropska investicijska banka bo tukaj pomagala, potem imamo mogoče kohezijska sredstva, ki so malo bolj na bolj enostaven način uporabljena. No, in tukaj Evropska komisija da možnosti. Mogoče tukaj v Sloveniji, kljub temu, da se je Slovenija za to že odločila, ljudje rečejo, to nas ne zanima, to mi mogoče ne potrebujemo, ampak če pogledamo na primer baltske države, ki so na meji z Rusijo in vidimo tole zaskrbljenost in na nek način, da ne bi šlo v to dilemo maslo ali topovi, so rekli, tukaj imate možnost, lahko se zadolžite, da ste bolj varni in da boste pripravljeni na mogoče prihodnje krize in to so nekatere države zelo z veseljem sprejele, nekatere pa še razmišljajo, ali je to prava pot naprej. Ja. Ampak, če se vrnemo vsem korak nazaj, Trump pač govori o tem, Evropa mora plačati svoj delež za varnost. In tukaj so štejejo samo odstotki v BDP-ju, milijarde. EU recimo je zdaj za, mislim, da bo prejšnji teden, v okviru Evropskega obrambnega sklada naj bi skoraj milijardo evrov namenili za 62 projektov evropske obrambe. Ampak milijarda, to je približno toliko, kot bi morala Slovenija zdaj v relativno kratkem času povečati svoj obrambni proračun, da bi izpolnila zaveze, ki so bile dane že v bistvu pred desetletjem. Tukaj se mi zdi, milijarda je nekako premalo, omenili ste 150 milijard možnosti posojil, ampak verjetno bo tukaj potrebno še predvsej več nekih sredstev, da bi zadovoljili Donalda Trumpa. Tako. Ampak ali je naš cilj zadovoljiti Donalda Trumpa ali pa
Tako, na Evropski komisiji ne govorimo zadovoljiti Donalda Trumpa, ker tudi sama Evropska komisija ne bo dala te zaveze, koliko mora biti odstotek za obrambo, ker to je pač NATO da te zadeve. Je pa res, malo smo razmišljali, ko je Donald Trump z roko udari po mizi in je mogoče iluzorno pričakovati, da bo 350 milijonov Američanov plačevalo za obrambo za 450 milijonov Evropejcev, ker to prejšnja leta se je dogajalo tako, da so Evropejci smo imeli manjše vlaganje v obrambo, tako da tukaj iz tega stališča razumemo in zato tukaj Evropska komisija je dala možnost, pa ne le 150 milijard, če pogledamo še to, da bi se te nacionalne odstopne klauzule uporabile v vseh državah članicah, dodamo temu še 650 milijard, potem pa pridemo do številke, s katero operiramo, dodatnih 800 milijard evrov in to zdaj ne bom rekla, da bi zadovoljilo nekoga, ampak mogoče zadovoljilo nas same, da se bi počutili malo bolj varne lahko. No, naslov sem dal današnjega podcasta, ta naslov sem dal EU na razpotju med maslom in topovi. Več, ko bomo dajali za topove, torej za orožje in obrambo, manj denarja bo pa ostalo za maslo, se pravi druge projekte, recimo za bolnišnice, šole, vrtce, domove. Kje bomo vzeli ta sredstva, Potrebujemo dati več milijard v obrambo, ampak po drugi strani jih imamo. Če pogledamo evropski proračun, to je majhen, obsega približno 1% bruto družbenega proizvoda in vidimo ravno zdaj februar je komisija predstavila te prve iztočnice, kakšen mora biti in vidimo, da je še kar nekaj denarja, kjer se lahko prišpara, se pravi, da gremo v do more with less in zdaj trenutno potekajo ravno posvetovanja, da vidimo, na kakšen način bi lahko kje malo, pa ne govorimo zategniti pas, ampak dobili, privrčevali tiste mogoče prihranke. Kot primer, če pogledamo trenutni večletni finančni okvir in imamo več kot 50 skladov z deljenim skrbništvom, spravi shared management, in vsi ti skladi, če se to potem združi v enega, kar na nek način so trenutno zdaj pogovori, da bi se to naredilo, se tudi kar nekaj tega poenostavitve, dajmo reči, in da se prišpara kar nekaj denarja in tudi mogoče ne le poenostavi, ampak tudi malo manj zbirokratizirajo vse te zadeve, kjer pomenimo, da so... Kratka, se pogleda tudi kaj čez prste pri porabi. To pa ne. Korupcije ne bomo dopuščali. Skratka. Ne, zaradi tega, ker so se že lani pogovarjali, a bi vi vaš denar dali kar tako nekomu, jaz mojega ne bi in zaradi tega tudi tukaj je in Računsko sodišče Evropsko in vsi so zelo, zelo previdni, da do tega ne bi prišlo. Je pa res, da se lahko mogoče bolj ekonomično stvari uporabi, da bo dovolj pač denarja in za maslo. Ne bom rekla za topove, ampak bom rekla za pripravljenost. Skratka, se ne bomo v Evropi, mislim, se nam standard ne bo poslabšal zaradi tega, ker bomo morali zagotavljati več za obrambo. Šele prihodnji teden bo Evropska komisija predstavila pač spomladansko napoved, bomo videli točno, kakšna bo, ampak Mednarodni denarni sklad ne napoveduje recesije, bomo videli na evropske številke, tako da upamo, da bomo uspeli seveda držati visok standard, ker tudi Evropska unija stoji za vrednotami, za vladavino prava, za demokracijo, vse to in to je temelj Evropske unije in vse to, tudi socialo, bomo zagotovili, ampak, kot smo rekli, da se bomo tudi varno počutili. Pa se vam zdi hitrost odzivanja na ravni EU zadostna? Lani sva se recimo pred volitvami v Evropski parlament že pogovarjala o tem, da bi bilo treba tudi za večjo konkurenčnost Evrope v svetu več storiti, predvsem na tej ravni. Je zdaj v novi Evropski komisiji, ki jo spet vodi Ursula von der Leyen, prišlo do kakšnih sprememb v načinu dela, učinkovitosti delovanja, gremo v smeri pohitritve sprejemanja odločitev? Še vedno Evropska unija je demokracija in to taka demokracija, da ena oseba ne more vsega odločiti. Spomnim se, lani sva ravno o tem, a ne bi bilo boljše, da bi imeli eno močno osebo, ki bi se sama odločila.
Kaj pa, če ta oseba ne bi bila taka, ki bi mogoče, mi se Kaj, če bi strinjali. bila Donald Trump Evropski Donald Trump, mogoče raje ne, mogoče je boljše, da imamo 27 držav članic, ki se za to odločajo. Je pa res, da je kar nekaj krogov potrebnih, da se nekako pride do tega, do dogovora. Ne? Sicer pa v prvih 100 dneh, če pogledamo, kaj je Evropska komisija pripravila v prvih 100 dneh, sama si delam tako mapco samo za tem, kakšni so izjave za javnost, pa ti fact sheeti, in je že taka v prvih 100 dneh, se pravi, ogromno je prišlo ven in začeli smo ravno ne le res z demokracijo, ki je en steber, z varnostjo, ki je drugi steber, glavni steber je konkurenčnost. In ta konkurenčnost, dragi v poročilo, nas je mogoče na nek način streznilo in vse države članice se strinjajo, da moramo tukaj nekaj narediti in tudi tale Clean Industrial Deal for Competitiveness, se pravi, to je zeleni dogovor za čisto industrijo, se pravi, čujem za tale medmed, je v bistvu prinesel ravno to, kar potrebujemo. Potrebujemo večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva, vendar mogoče ne na tisti ta stari, umazan način, ampak tako, da bomo lahko in prvaki v konkurenčnosti, pa tudi hkrati, da ohranimo naš standard. Pa ko ste ravno omenili zdaj zeleni prehod, se mi zdi, da vsaj v medijih je tako, da to sploh ni več tema. Vsi se pogovarjamo o orožju, varnosti, Trumpu, podnebne krize praktično več ni na agendi. Ne. Ali koga sploh še skrbi planet? Ne, mislim, da tlele se ne bi strinjala z vami. Jaz mislim, da zavezanost k zelenim ciljem se ni spremenila. Se pravi, še vedno vemo, da ni planeta B, še vedno vemo, da moramo ohraniti našo skrb za planet. Je pa res, da ta naša konkurenčnost gre z roko v roki s tem, da bomo imeli in zeleno in digitalno družbo. Mi v teh novih prednostnih nalogah nove Evropske komisije, prej sta bila številka 1 in 2 zelen in digitalni prehod, zdaj vzamemo zeleni digitalni prehod kot neko osnovo, na podlagi česa moramo poskrbeti, seveda tudi in primarno za konkurenčnost evropske industrije, ker zeleni prehod kot tak ni dovolj. Zdaj, kar se konkurenčnosti tiče, kritiki zelo pogosto uporabljajo ali pa uporabljamo primer prevelike zbirokratiziranosti Evropske unije in kot klasičen primer, mi se ukvarjamo z zamaški na plastenkah, Kitajska pa nas prehiteva po levi, desni, kjerkoli pač lahko in hkrati tudi dela po svoje nek zeleni prehod, je trenutno vodilna sila v recimo temu elektrificirani avtomobilski industriji. Kako to? Če dovolite, začnem najprej z zamaški. Pred kratkim smo bili na dopustu izven Evrope in eden izmed članov moje družine je rekel, mi je kar čudno zdaj, ker imam zamašek, ki ni pritrjen. In tudi, če so na začetku, ko so prišli ti zamaški ven, imeli ogromno zapovedati proti tem zamaškem. Zdaj so se malo razvili, ne? So se razvili. Spravi, to je tisto. Mi nismo rekli, da morajo biti taki, da se poliješ, ampak če pa imaš ti točno isto, v bistvu tisto utility, se pravi tisto, da te zadovolji, če pa zraven ne odvržeš tega zamaška, a je res tako grozno? V bistvu ni. Tako da ti zamaški mogoče niso pač so, ko se razvijajo. Je neka metafora, da se ukvarjamo pravzaprav z malenkostmi, medtem ko velike stvari. Ne. Tudi jaz osebno, če bom malo izkoristim to, ne, ampak mi se ukvarjamo s tem, kakšne izpuste ima zdaj, ne vem, vsak posamezni avto, ne. V Ukrajini pa medtem v zrak vržejo toliko in toliko tankov, pa se nihče ne sekira zaradi izpustov tistega velikega črnega oblaka, kaj gre vse v ozračje. Ne. Ja, ampak če bi imeli mi možnost tisto, kar se dogaja v Ukrajini, ustaviti bi že ustavili. Ampak če lahko dodamo nekaj, ker, kot pravimo, še vedno popijemo to vodo, ne,
hkrati pa ne onesnažujemo okolje, da ne odvržemo zamaška stran. Jaz mislim, da tukaj je win-win za obe strani. Ampak seveda, da repliciram na birokratizacijo. Ta Evropska komisija, ko je prišel Annual Work Program oziroma letni program Evropske komisije, eden velikih poudarkov je ravno na, dajmo reči, debirokratizacijo oziroma na poenostavitvi, ravno zato, da ne bo vse to tako heavy, da ne bodo te zadeve pač preveč vsega, da ne bo oteževalo poslovanja podjetij. In to ostaja številka 1. Predstavili so že 2 tako imenovana omnibusa, ki poenostavita zadeve. To se bo zdaj še nadaljevalo, hkrati pa tudi sami evropski komisarji začenjajo trenutno tako imenovane implementation dialogues, to so dialogi za implementacijo, kjer bodo lahko tudi različni deležniki povedali, na kakšen način v bistvu kakšno od teh dodatnih layerjev oziroma plasti birokratizacij si jim lahko odpovemo. In to je izjemnega pomena, da poslušamo, da to naredimo. Je pa res, ko Evropska komisija eno zadevo predstavi, mogoče naredimo to, dajmo ne preveč birokratsko. Potem na to se da 27 držav članic in njihovih glasov, na to se da Evropski parlament, pa njihove poslanske skupine in potem, ko pride na primer do direktive, jo potem še država članica mora prenesti v pač zakonodajo in dostikrat se zgodi, da je katera od držav članic še bolj papeška od papeža in tukaj mogoče pride tudi do tega do te komplikacije. Dodatne birokratizacije in vsega skupaj. Okay, če se vrnemo malo nazaj na varnostne dileme, zanimajo me predvsem odnosi z Rusijo. Kako velika ogroženost je, ki jo predstavlja Rusija, kako velika grožnja je v bistvu Evropski uniji. Vemo, baltske države, Poljska se počutijo precej ogrožene. Kakšne pa so recimo realne ocene Evropske komisije? Zdaj, nekateri že pravijo, da bo letošnje poletje zadnje, ki ga bomo preživeli v miru. Kaj pa vi menite? Jaz tukaj ne bi mogoče ravno tega komentirala, jaz pravim, da je prav, da smo pripravljeni, ampak še vedno upam, da bo Evropa je namreč. Bistvo Evrope je mir, tako da bomo ta mir seveda uspeli ne le zadržati, ampak tudi razširiti, ne le po celem kontinentu, ampak tudi dlje. Je pa mogoče ta pogovori niso tako konstruktivni. Pogajanja zdaj potekajo, Amerika, Rusija, že Ukrajine praktično ni zraven. Jaz sem prepričana, pogajanja se dogajajo na različnih. Mi smo zraven kot Evropska unija, ali smo na mizi, kot radi rečejo, če nisi za mizo, si na mizi. Ne, in tale diplomacija dostikrat poteka tudi za zaprtimi vrati in je prav tako, mogoče ni treba, da se čisto vse zadeve perejo v javnosti, vendar verjamem tukaj, da Evropska unija se zaveda vseh teh izzivov in sama tudi zaupam temu aparatu, nekaterega kličejo evrokratov v slabem smislu, jaz še vedno zaupam kolegom, da preučijo vse možnosti, kako se najboljše stvari naredijo. No in nekaj besed sva že namenila Kitajski, kako pa se spreminjajo kaj odnosi EU-Kitajska zaradi Trumpa, če se recimo če nas Trump v bistvu nekako izriva iz tega svojega pa ameriškega ravno vpliva, se bi Evropa morala recimo zdaj bolj naslanjati kaj na Kitajsko, ali kako vplivajo v bistvu to neko zaostrovanje odnosov z Ameriko na naše odnose s Kitajsko? Jaz mislim, da s Kitajsko dialogi potekajo in ta naš de-risk, not decouple še vedno obstaja. Se pravi, z njimi dialogi so in zdaj mogoče to, kar je Trump naredil in nas na nek način potisnil v ta diverzifikacijo. Kitajska je ena od možnih partneric, s katero se tudi Evropska unija pogovarja. Ker mislim, da je pomembno tudi, da se pogovarja, se pa seveda zavedamo.
presežkov proizvodnje na Kitajskem, pa tudi gre za bojazen, da bi se to blago, ki se preusmeri, ki ne bo zdaj pristalo na ameriških trgih, da bi se to preusmerilo vse v Evropo in potem znižalo na dampiški način tudi cene tukaj. To seveda Evropska unija ne bo mogla požreti in pustiti. Je pa res, da ne bi rekla, da so stvari off the table, da se ne bi pogovarjali, pogovor je nujen, vendar gre tukaj za eno zelo veliko, velesilo, pogovori bo gotovo še zakomplicirano. Vemo, da je v bistvu tudi zaradi Amerike prišlo do določenega zaostrovanja odnosov med EU in Kitajsko. Recimo na telekomunikacijskem področju. Huawei je bomo rekli, persona non grata tudi v Evropski uniji. Morda v bistvu zaradi tega, ker je Evropska unija delala določene usluge Ameriki, se tukaj kaj spreminja? Ne vem, jaz ne bi v glavnem ne bi posploševala, ker je toliko specifičnih situacij. Tudi ne prihaja še do kakšnih ne prihaja a priori, ne prihaja do a priori, zdaj pa ne vem, Amerika bad guy, Kitajska good guy ali pa karkoli. Mislim, da ne, kot pa sem povedala na začetku, naša prva točka je pogajanja in to z vsemi. Z vsemi tistimi, ki se želijo z nami pogovarjati, smo odprti in bomo pogledali na različne trge, na različne segmente, posploševala pa tukaj mogoče ne bi. Ok, Evropska komisija, zlasti njena predsednica Ursula von der Leyen, je tudi tarča kritik zaradi precej medlega odzivanja na vojno v Gazi. Izrael je Gazo praktično zravnal z zemljo, onemogoča prihod mednarodne pomoči. Za mnoge je to, kar počne genocid nad Palestinci in išče vsak dan nove in nove razloge v bistvu za zaostrovanje konflikta, ne pa za njegovo reševanje in v bistvu za vzpostavitev nekega miru. EU se zdi, da gleda vse skupaj bolj od strani, nekaj je sicer zgražanja in izražanja zaskrbljenosti, ni pa naprimer sankcij, kot smo jih uvedli proti Rusiji, čeprav gre seveda za druge vrste konflikt. V bistvu nasprotno, v minulih dneh smo videli, da je EU celo priskočila na pomoč Izraelu zaradi gozdnih požarov. Kako zdaj? Jaz mislim, da ni tako hudo, kot kažete. Naprimer, v sredini meseca aprila Evropska komisija predstavila program celotne podpore v vrednosti 1,6 milijarde za spodbujanje, okrevanje in odpornosti Palestine. S tem programom Evropska unija ponovno poudarja svojo neomajno podporo palestinskemu ljudstvu, pa tudi zavezanost trajnostnemu in trajnemu miru, ki temelji na rešitvi dveh držav, ker samo ta rešitev lahko prinese mir in varnost Palestincev. Se pravi, tukaj ne bi rekla, da pomoči ni. Kar pa se tiče gozdnih požarov, Evropska unija temelji na tisti solidarnosti in vemo, kako je. Ampak Izrael ni članica, ne? Definitivno ni članica, ampak Evropska unija, v bistvu Team Europe, pa Evropska komisija pomaga v bistvu pri naravnih nesrečah tudi po širnem svetu. V mediteranskem prostoru predvsem, ne? Pa tudi širše. Ampak vseeno, odnosi z Izraelom je, ko morda lahko delite kaj iz zakulisja, je to tema, vse kaj tema, ki burka odnose recimo med evropskimi komisarji v Bruslju. Ne vem, če zdaj vsi ti kolegi komisarjev so vsekakor pač potekajo za zaprtimi vrati, vendar gotovo prihaja tudi o tem pogovoru, ampak glavno sporočilo je, da tudi Evropska unija in Evropska komisija, kot sem rekla, da stoji za mirom in varnost
Palestincev, ki je zelo pomembno in trenutno pomaga z zajetnim deležem humanitarne pomoči in celovite podpore, kjer govorimo tudi o 620 milijonov v obliki nepovratnih sredstev za neposredno pomoč proračunu palestinske uprave, nepovratna sredstva v višini 576 milijonov konkretnim projektom na terenu za spodbujanje gospodarske obnove in odpornosti, pa tudi 400 milijonov posojil Evropske investicijske banke za financiranje palestinskega zasebnega sektorja in do sedaj je bilo, mislim, da že več kot 450 milijonov humanitarne moči tudi že namenjene ranljivim ljudem v Palestini. Mora pa verjetno Izrael tudi svoje obveznosti izpolniti. Ampak bova pustila to tematiko, vrnemo se nazaj na konkurenčno varnostna vprašanja. Eden temeljev spodbujanja konkurenčnosti Evropske unije je tudi dostop do virov. Predvsem so zdaj recimo aktualne tako imenovane redke zemlje, zemljine. Zdaj, sredi Evrope, v Ukrajini so si prednostni dostop do teh redkih zemelj priborile ZDA. Ali pa, če bo recimo Rusija zmagala, potem bo imela Rusija dostop do teh virov. EU se pa zdi, da bo težko prišla zraven. Kako bomo konkurenčni brez tovrstnih virov na svetovnem trgu? Na Evropski komisiji se seveda zavedamo pomena tega in tudi že pod prejšnjo Evropsko komisijo smo se, če se spomnite, CHIPS Act, se pravi semikonduktorji oziroma polprevodniki. To je ta prva zadeva, ker že kar nekaj časa nazaj smo začeli o tem govoriti in tudi to, da ne smemo dati vseh jajc v eno košaro, da moraš ti malo diverzificirati, od kje boš dobil, s katerimi partnerji se boš pogovarjal o temu. Kar se pa Ukrajine tiče, jaz mislim, da Evropa bo tukaj zelo, zelo prisotna pri obnovi Ukrajine in tudi, kar se tiče redkih kovin, je pa res, da mnogo še ni znanega o tem dogovoru med ZDA in Ukrajino, vendar gotovo bo Evropa tudi prisotna tukaj. Ne bomo dobili samo stroškov. Jaz sem prepričana, da ne. Okay. No pa da ne bova samo kritična do EU pa ukrepanja, da morda poteka prepočasi, vendarle morava biti realna, povedati na glas. Smo 2-milijonska država, 2-milijonska nacija, ali imamo mi sploh neko alternativo članstvu v Evropski uniji, bi nam bilo morda lažje, če bi bili sami neutralni. Spomnite nas malo, mogoče na pomen EU, zakaj vztrajamo? Zakaj vztrajamo? Mislim, da tudi to vprašanje, zakaj vztrajamo, toliko je dobrega, toliko je dobrega, ampak je vedno fajn malo pošimfati, zaradi tega, ker je res, vedno bi lahko bilo še malo boljše. In kot majhna, odprta ekonomija, gospodarstvo, mislim, da bi nam bilo kar malo težje, če bili zunaj. Kaj konkretno to pomeni? Državljani bi izgubili možnost, naprimer, prostega gibanja, bivanja, študija v tujini in to je, kar jaz se še spomnim, tistega časa pred EU ni bilo tako enostavno. Tudi slovenski podjetniki in podjetja bi imeli, pač izgubili prost dostop do notranjega trga, to je 450 milijonski trg in je zelo velik in ne le tudi za Američane še zanimivo, za 2-milijonsko Slovenijo, mislim, da je to resnično pomembno. Potem zgubili bi določene vire financiranja. Slovenski potrošniki bi lahko zgubili nekatere pravice zaščite, ki jih imamo tudi s predpisi EU. Jaz mislim pa, da tudi Slovenija pridobiva na političnem pomenu, z varnostjo, stabilnostjo, če ne govori le kot ena majhna Slovenija, ampak se njen glas, ki je slišan v Evropi, na to še multiplicira oziroma je še malo bolj glasen, ko se ga govori skozi besede EU. No in mogoče se kar tukaj priključim, na kaj bi bili pa recimo mi, Slovenci, res lahko ponosni, kot nekaj smo pa mi prinesli v Evropsko unijo. Katere projekte bi recimo trenutno izpostavili?
projekte kot take, mogoče moramo malo pogledati, ne, da se ne govorimo, ko govorimo o projektih, da ne govorimo le o tistih projektih, ki smo jih dobili preko kohezije in vsega tega, tisto, ki nam na nek način pripada. Dajmo pogledati na tiste, ki smo tekmovali v bolj v absolutni konkurenci, ne, se pravi, naprimer, projekti investicijskega sklada ali kaj takega v okviru tudi Obzorje Evropa, kjer ne tekmujemo le med sabo, ampak tudi v Evropi. To so eni. Ampak kar se tiče tega, na kaj smo lahko ponosni, bi rada nekaj povedala, ker sem zadnje čase ogromno slišala tega, da koliko smo Slovenci slabi pri črpanju evropskih sredstev. In to na nek način me vsakič zaboli, ker moram priznati, da ko pogledaš zdaj številko, kje je Slovenija v črpanju sredstev iz večletnega finančnega okvira, 7-letnega, je na repu. Vendar, na koncu, ker glede na to, da ima država članica 7 let časa, da ta denar plus, evo to, pa pri načrtu za okrevanje odpornosti ni sicer tega plus, ampak tudi tam smo dobri, ne gre za to, da bi kakršenkoli denar pustili, ampak smo tam in zagrabimo vse, tako da tukaj definitivno nismo slabi, ampak bom rekla, kar dobri, da vedno počrpamo vse in še malo, tako da tudi to smo lahko gotovo ponosni na se. Ok, jaz sem hotel v bistvu tako, na kaj smo mi, veste, Kennedyjev govor, ne sprašuj, kaj lahko država naredi zate, ampak kaj ti lahko storiš za državo, kaj smo mi storili za EU, pa lahko rečemo, to smo mi naredili. Jaz, ko gledam, kako Slovence gledajo v Bruslu, mogoče, če je bilo pred 20 leti, 21, še malo tisto skepticizma, če ni vedel, kaj Slovenija je, kdo Slovenci smo, zdaj smo izjemno dobro sprejeti, pridni, delovni, inovativni in tudi glasni. Ne moremo biti najmočnejši, ne moramo biti največji, smo pa definitivno lahko najbolj glasni in je prav, da smo in da se tudi znamo pohvaliti in da ostajamo taki, ko smo svojo lastno identiteto. Tudi pogledamo športnike. Majhna Slovenija, kaj vse dosega, tudi v Evropski uniji ljudje to vidijo. Ob tem sem se v bistvu spomnil še na pobudo Moj glas, moja izbira, kjer je bila v ospredju inštitut 8. marec in Nika Kovač, Slovenski inštitut. Skratka, pobuda za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti. Zbrali so 1,2 milijona podpisov po vsej Evropski uniji, pomemben dosežek. Ali pač, kako to ocenjujete? Kakšno prihodnost morda napovedujete tej ljudski pobudi? Čim je več kot 1 milijon, pa tudi z določeno število držav članic, ta pobuda ima glasove, potem to gre na Evropsko komisijo, ki preuči vse te pobude. Kar nekaj jih je bilo že sprejetih, mogoče vse ne, ker mogoče niso najbolj primerni instrumenti. Se veste, Evropska unija lahko ukrepa glede na načelo subsidiarnosti, se pravi, na katerem nivoju je to najboljše narejeno. Zdaj pa ta pobuda vem, da je pri Evropski komisiji in bo Evropska komisija odločila o tem in bomo videli potem, katera smer bo šla. Pa kako se vam zdi, vendarle, da malo vztrajam, no? Pri tem jo podpirate, zavijate z očmi. Jaz nič ne zavijam z očmi. Si želite, da bi uspela, ima možnosti, da uspe? Žal ne morem o tem govoriti, zaradi tega, ker zato so pristojni ljudje, ki se bodo točno s tem ukvarjali. Sama nimam ne znanja, ne informacij, da bi o tem preverila, ampak vsaka iniciativa, ki zbere več kot 1 milijon glasov, je definitivno vredna, da se z vsem srcem in pametjo tudi Evropska komisija posveti v to in upam, da bo najboljši možno. Definitivno jo ne bojo, ker jo ne morejo. Ne morejo, ne, seveda. To bo nekdo nekdo, ki se na to spozna, se bo tudi pač posvetil tej iniciativi, ne le površno, ampak kot sem rekla, z srcem in pametjo. Ok, in če narediva zdaj še en krog najnemu pogovoru in se vrneva malo na začetek. 9. maj ni samo dan zmage nad nacifašizmom, ne, čeprav je zdaj tudi to torišče razprav, kdo bo šel v Moskvo, kdo ne, ali je to pametno ali ne. Skratka, 9. maj je tudi dan Evrope, dan miru, solidarnosti in sodelovanja evropskih držav.
In kako ga boste obeležili vi, kako ga bo predstavništvo Evropske komisije obeležilo v Sloveniji? Tako. Dan Evrope, jaz mislim, da je odlična priložnost, da se ustavimo in da pomislimo, imamo Evropo. Evropa nam je tudi marsikaj dobrega prinesla, res je. Tudi malo jo pošimfamo, da jo naredimo boljšo, vendar je prav, da smo ponosni na skupne dosežke in tudi vidimo, da Evropa še vedno ostaja sidro stabilnosti, prostor priložnosti in tudi zaščite za svoje državljane in da se tudi zavemo, kaj vse nam je prinesla, če pogledamo samo za mlade, od Erasmusa, solidarnostne enote, Discover EU, vseh teh zadev, se pravi, da ni le, kot sem rekla, kritiziranje, ampak tudi pit stop, poglejmo, v bistvu nam je kar dobro v Evropi. To se mi zdi tisto sporočilo, da je prav, da se poglobimo tudi v to. Kaj bomo pa s predstavništvom naredili? 8. maja vabimo vse na Novi trg v Ljubljani. Ob 17. začenjamo naš dogodek Evropa v našem življenju. Imeli bomo evropsko obarvano kolo sreče, imeli bomo različne predstavitve, kako Evropa vpliva na naš vsak dan, imeli bomo stojnice tudi z kohezijskimi projekti in podnebni pakt, Evropska prestolnica kulture in tako dalje. Pridružila se bo predsednica republike, z video nagovorom tudi Evropska komisarka Marta Kos in na koncu ob 19. nas čaka koncert in oder bo zavzel Leopold I z svojim bendom drugi in z gostoma MK-jem in Hautmanom in mislim, da bo zelo, zelo zabavno in vabimo vse tiste mlade in mlade po srcu, da se nam pridružijo, tudi da se pridružijo kolesu sreče in različnim zabavnim igram in da se tudi sami poistovetijo s dobrimi platmi Evrope. Ja, gospa Jerneja Juk-Jerše, najlepša hvala za pogovor. Vse dobro vam želim in nasvidenje. Upam, da spet ob naslednjem dnevu Evrope. Najlepša hvala. Hvala lepa.